Aleluja, Bog je dober. Danes sem sanjal, da mi je, take čudne sanje sem imel, da mi je nekdo rekel, da mi je en brat odrezal jezik. In potem sem bil ful vesel, ko sem se zbudil tako z jezikom. Ne mi Bog daje govor in besede. Bog je dober. Svojega sina za nas. In Pavel pravi, če je dal svojega sina za nas, kako nam ne bo podaril vsega drugega. Tako da vse je v Bogu. Vse imamo na razpolago v njem. Njegova Božja moč nam je podarila vse, kar potrebujemo. Vse, kar rabimo za življenje in pobožnost, imamo v Bogu. Tako da Bog ni daleč od nas. Včasih se mi počutimo, da je Bog ful daleč, ampak Bog je blizu. Njegova beseda je blizu, je v našem srcu, v naših ustih, je beseda vere. Tako da Bog hoče, da verjamemo njegovim obljubam, da se ne skrivamo, da ne bežimo pred njim. Tudi če padem, pač tečem nazaj k njemu. In hoče, da smo rešeni tega Adamovega refleksa. On, ko je videl, da je enak, se je zbal in se začel skrivati. Ampak 7. za Adamom je bil Enoh in je hodil z Bogom in piše, da je bil vzet. In verjamem, da Bog hoče nas upeljati v to hojo, da hodimo in rastemo v odnosu z njim, v intimnosti z njim, iz dneva v dan do te mere, da bomo vzeti bolj in bolj v njegovo prisotnost. In piše, da ga ni bilo več najti. Se pravi, Bog hoče nas pripeljati na mesto, da bomo neulovljivi za stvari v tem svetu, za sovražnika, za vetrove tega sveta, ki nas hoče premetavati. Tako da bolj, ko hodim z Bogom, več je Boga v meni, bolj sem izgubljen v njem in pač Bog me vzema v sebe. Pavel pravi, da so naša življenja skrita s Kristusom v njem, smo skriti. In Jezus je rekel, sovražnik prihaja, ampak ne more najti nič v meni. Tako da Bog nas hoče spremeniti, hoče nas preobrazati. In v bistvu je ta čudovit proces hoje z Bogom, ko tečemo k njemu, ko se mu bližamo. Tako da Mojzes, recimo, ko je videl goreči grm, ni bežal stran, ampak je rekel, rad bi videl, kaj je to v tem grmu. Bil je angel, goreč, poln ognja v tem grmu in se je približal njemu. Tako da Bog nas kliče bliže k sebi, ampak k njemu prihajamo po krvi Jezusa Kristusa. On nam je odprl vrata v najsvetejše, v njegovo prisotnost in imamo direkten dostop do njega. Nič nas ne omejuje. Edino sami sebe lahko omejimo. Sam sebi določam, koliko daleč bom šel z Bogom. On me ni omejil. Tako da poklical nas je ven iz Egipta, ven iz sužnosti. Vsi smo bili ujeti v sužnost tega sveta. Vsi smo okusali greh, zlo, vezi, spone sovražnika, ampak Bog nas je v Kristusu osvobodil in nas vodi naprej v obljubljeno deželo. In ta dežela je v bistvu že zdaj tukaj na zemlji. To ni, ko bom enkrat umrl pa prišel v nebesa, bom dosegel obljubljeno deželo, ampak je že tukaj na zemlji. In to, kar so Izraelci, v bistvu ta slika Izraela je napisana za nas. Izraelci so bili cerkev v puščavi in to, kar so oni šli čez, Pavel pravi, da je bilo dano za naš opomin in za našo spodbudo, da bomo v bistvu videli, kako so oni hodili in da ne bomo delali istih napak, kot so jih oni delali. In Bog nas hoče pripeljati v počitek, v mir. In hoče, da pač odložimo starega človeka, da se nehamo matrati in pustimo njemu, da začne delovati v nas. In ko ujamemo ta zagon, v bistvu bo postal vedno lažji in lažji, v bistvu, ko hodimo v njegovi moči, v njegovi volji. In piše za Jezusa, da je v moči te volje je izročil samega sebe, v bistvu je dosegel, je hodil kot sin in dosegel popolnost. In Bog nas kliče na to pot. Tako da nima veze, čez kar smo šli, čez kaj gremo, važno je, čemu se bližamo in to, kar je pred nami, je dežela, v katero nas je Bog poklical. In je v bistvu proces, ko Bog oblikuje svojega sina v nas. Ko sprejemamo Kristusa, smo sprejeli mero vere, smo sprejeli seme vase, smo doživeli novo rojstvo, ampak zdaj ta sin, ta otrok, ki v nas raste. In piše, da čez njegove obljube smo deležni njegove narave.
In več, kot je njegove narave v nas, manj ima stari človek vpliv na nas in je lažja hoja v duhu. Tako da moramo obračunati za stvarmi, ki nam hoče ukrasti Boga, Božjo prisotnost. Dobro je, da se zavedamo tega, kaj nam krade. Na prvem mestu mir, radost in pravičnost, ker to je temelj kraljestva. Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak je mir, radost in pravičnost. In Bog hoče, da hodimo na prvem mestu v njegovem miru, radost in pravičnosti. Tako da Jezus Kristus je že postal naša pravičnost. V njem smo opravičeni in nas je izpolnil svojo radostjo in nam je podaril svoj mir. Ampak so stvari v tem svetu, ker če se mi fokusiramo na njih, nam bojo, lahko zgubimo ta mir. In Bog, to ni Božja volja. Ne? In Pavel pravi v Filipljanih, ne skrbite za nič, ničesar si ne ženite k srcu. Dostikrat so stvari, ki se nam dogajajo, ali pa informacije, ki jih dobivamo in si mi jih še v bistvu še dodatno ženemo k našemu srcu, ampak mi moramo čuvati svoje srce, ker iz njega izvira življenje. In pol prav naprej, ob vsaki priložnosti, ki jo imate, izražite svoje želje Bogu z molitvami, prošnjami in zahvalami. In Božji mir, ki presega vsak razum, bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. Se pravi, ko jaz vstopam v to hojo z Bogom in v ta komunijo, komunikacijo z Bogom in se naučim v bistvu mu predajati svoje skrbi, svoje bremena, bo začel njegov mir delovati v mojem srcu. In ta mir je večji, kot moj razum. Se pravi, tudi če razumsko imam jaz svoj razlogov, da nekaj skrbim, bo njegov mir varoval moje srce in moje misli v njem. Tako da rabimo njegovo moč, rabimo njegovo pomoč. Ni v naši moči, ni silo, ni z močjo, ampak je z mojim duhom, pravi Bog. Tako da Bog nas hoče, da se učimo od njega, da sprejemamo od njega in da se hranimo od njega. In rabimo vsak dan rabimo svež dotik Boga. Vsak dan rabiš svežo vodo Boga, svežo kopel Božje besede. Tudi Izraelci, ko so hodili, jim je Bog začel dajati mano, ki je bila v bistvu vsak dan sveža in drug dan stara mana več ni bila dobra. Razen za zadnji dan so si nabrali dvojno porcijo, ampak Bog hoče, da imamo vsak dan svežo mano, svež njegov dotik, svež njegov obisk, da smo sveže nahranjeni, ker ne moramo živeti že v naravnem od nečesa, kar si pojedel en teden nazaj ali pa 3 dni nazaj, ti rabiš svežo hrano. In oni so si mogli hrano nabrati sami. Tako da tudi mi imamo to odgovornost, da se nahranimo sami. Določeno hrano dobimo eno drugega oziroma čez službe, ki jih je Bog dal, ampak to vsakodnevno hrano, ta daily bread, si pa moraš se naučiti sam poiskati. Tako da najprej, ko si na novo rojen, sprejemaš mleko Božje besede in rasteš v Gospodu in pol s časoma, Pavel pravi, dobiš močno hrano, ampak močna hrana je za tiste, ki so izurjeni in so svoje čute natrenirali, da zavračajo, ki imajo trajno držo, se pravi vztrajnost, da zavračajo zlo in sprejemajo dobro. To piše v Hebrejcih, mislim, da 4 ali 5. Tako da Bog nas pelje v sinovstvo in hoče oblikovati svojega sina v nas. Kristus je v nas upanje slave. In bolj, ko hodim z Bogom, več njegovega sina je v meni oblikovanega, Kristus raste v meni in tako, kot Janez Krstnik je rekel, jaz se moram manjšati, on se mora večati. Tako da poanta je v tem, da se Jezus poveča v svoji cerkvi, v svojih sinovih. Da ljudje, ki vidijo nas, tako v prvi cerkvi so jih začeli klicati kristjane, se pravi mehne Kristuse, mislim, da je bilo v Antiohiji, da ne vidijo več nas, ampak da vidijo Kristusa. Ne. In so te v bistvu momenti v naših življenjih, a pa tudi, če beremo življenja Božjih ljudi, defining moments. Bill Johnson je napisal knjigo Defining Moments in not so pričevanja ljudi, ki je Bog v določenem obdobju njihovega življenja vstopil in spremenil
njihova življenja naenkrat. In so te pač encounters with God, srečanja z Bogom, ki so v bistvu najbolj dragocena in ki te spremenijo. In to se pol vidi. Od tega dne naprej je v bistvu vse rata novo in je en dotik Boga, ki spremeni vse. Ko se te Bog dotakne, postaneš nov človek. Že Saul v stari zavezi je doživel en dotik Boga in je postal nov človek, Bog je preobrazil. In vsak človek, recimo, če gledaš heroje vere v stari zavezi, novi zavezi, doživeli so srečanje z Bogom in so postali drugi ljudje. Peter se je pač skrivil zaradi ene dekle, ampak na binkošnji dan je bil izpolnjen Svetim duhom in je vstal in je pridigal pred množico ljudi in je v bistvu pol hodil z Bogom in je dal življenje za Jezusa. Tako da Bog je pač totalno spremenil. In to je v bistvu ni samo enkratno doživetje, moglo bi biti konstantno doživetje, konstantno spreminjanje v Božji prisotnosti. Tako da lahko si pogledamo primer enega človeka, ki je doživel srečanje z Bogom iz Luka 2, oziroma Luka prvo poglavje, govori o Zahariji. Peta vrstica. V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abijeve duhovniške skupine, njegova žena pa je bila izmed Aronovih hčera, ime je bilo Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih. Se pravi, Zaharija in Elizabeta sta bila v bistvu posvečena človeka, živela sta z Bogom. Piše, da sta bila brez graje, živela sta brez graje po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Imela sta pač to dediščino prednikov, ki so hodili z Bogom. In pomembno je to, kar piše, živela sta po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Se pravi, ni dosti samo, da mi, mogoče eni smo bili v krščanskih družinah, eni nismo bili, večina nas verjetno ni bila, ampak Bog nas je v bistvu vcepil v Božjo družino in ni dovolj, da samo mi poslušamo o Bogu in da poslušamo Božjo besedo in da imamo znanje, ampak da živimo po njegovih zapovedih in navodilih. Jako prav, ne biti samo poslušalci Božje besede, ampak bodite izvrševalci Božje besede. Ker če si samo poslušalec Božje besede, pol je tako kot človek, ki se pogleda v gledalo in že pozabi v bistvu, kaj je videl. Ampak, ko pogledaš v gledalo, se v bistvu bi mogel pač uravnati s tem, kar misliš, da bi mogel biti vidno v gledalu. Tako da, ko se gledamo v gledalo Božje besede, je to zato, da ne samo, da mi beremo Božjo besedo, ampak beseda bere nas, Bog bere nas, pred njem je vse razgaljeno, razkrito in mi se uravnavamo z Božjo besedo in Božja beseda nas formira. Tako da, važno je, da poslušamo besedo in da jo živimo. Dostikrat v bistvu akcija vere na Božjo besedo aktivira moč Božje besede. Tako da, ko si v Božji besedi, beseda ti oživlja, je živa, beseda te nagovarja tvoje srce, beseda te spreminja in beseda te aktivira. Tako da, ko narediš dostikrat korak vere, drugi korak vere, začutiš moč Božje besede in stvari se začnejo dogajati in spreminjati. Če pa si pasiven, v bistvu je pa dostikrat to seme v tebi ostane nedejavno. Tako da moramo in poslušati in izvrševati Božjo besedo. In piše, da otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna, bila sta že zelo v letih. Se pravi, ne glede na to njuno posvečeno življenje in zvestobo, ki sta imela Bogu, v tem, kar sta vedela,
je bila stvar v bistvu, ki ni bila izpolnjena v njunih življenjih. In ne glede na to, da je bila obljuba v stari zavezi, da če boš hodil z mano, boš blagoslovljen, tvoja ne samo ti boš rodovitelj, ampak tudi to, kar tvoje živina, vse, kar imaš, bo rodovitno. Ne bo splava, ne bo breje, tako da lahko, da dolg časa hodiš z Bogom, ampak imaš določeno področje svojega življenja, ki ni rodovitno. Imaš področje življenja, kjer Božja obljuba še ni izpolnjena. In to ni omajal, ker veliko ljudi, ki ne vidi določenih stvari, ki jim Božja beseda obljublja, odstopijo od posvečenja in se umaknejo. Ampak Bog, to ni Božja volja. Kdor pride do konca, bo rešen, bo podedoval obljube. Tako da dobro je biti zvest v tem, kar nam je Bog razodel, ne glede na to, kar mi vidimo v naravnem, kar je bilo izpolnjeno, a kar še ni bilo mogoče izpolnjeno. In se pravi, imela sta določeno v bistvu potrebo, verjetno tudi iz tega določeno mogoče žalost, breme v njihovih življenjih, ker sta bila brez otrok toliko časa, že v starosti, ampak sta v bistvu služila v Bogu s tem, kar sta imela, kar sta vedela. In 8. vrstica. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina, se je odpravljal in je opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju duhovniške službe zadel žreb, da je šel v Gospodovo svetišče zažgat kadilo. Vsa množica pa je ob uri kadilne daritve molila zunaj. Tako da tukaj se je za nekaj zgodil, Zaharijo je piše, da ga je zadel žreb in je šel v Gospodove svetišče zažigati kadilo. Množica piše pa, da je ob tej uri molila zunaj. Tako da že če gledamo po svetu ali pa v naravnem, veliko ljudi danes moli. In v religijah množice molijo, in v krščanstvu množice molijo, ampak velikrat molijo zunaj, izven občestva z Bogom, izven bližine Boga. Je ena zunanja forma pobožnosti, ki prevladuje v religioznem svetu, tudi v duhovnem svetu. Ampak Bog nas je poklical, da gremo bližji, dlje od tega, kakor v bistvu množice molijo in iščejo Boga, dostikrat samo za praznike ali pa kaj rabijo ali pa imajo določene rituale, procedure, ki v bistvu ni Božja bližina zraven, mogoče so daritve ustnic, ampak srca niso v Bogu. Ampak tako kot Zaharija, tudi nas zadev žreb, ko se ti je Bog razodel, Bog te je poklical, da prideš bliže k njemu. In on je šel v svetišče zažigati kadilo, se pravi vzdigati oltar Bogu, v bistvu prižgati oltar, se približati Bogu, se srečati z Bogom. Tako da ne smemo se uravnavati po gibanju množic, po tem religioznem duhu, ki ti reče, vse dosti je sam tok pa tok Boga, v bistvu ta ritual, ki ga imaš, to rutino, deli, se ni nič več od tega. Moramo se približati njemu, iti naprej, bliže k njemu, v svetišče. 11. vrstica. In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Tako da, ko presežemo ta nivo zunanje pobožnosti, zunanje, ko se približamo Bogu, ko se zgodi nekaj več od Boga v naših življenjih, lahko počutimo določen strah in to je čisto normalno, ker smo ljudje v bistvu in Božje stvari so tako veličastne, so tako prizor je bil strašen, piše v Hebrejcih, ko so se Izraelci bližali gori, piše, da je bil
prizor tako strašen. Gora je bila v oblaku, Bog je grmel, Bog je govoril. Mi smo se približali nebeški gori Sionu, ne, in lahko v bistvu doživimo določen strah, ampak to ni nič narobe. Tudi Janez, ki se srečal z Bogom, pač se ustrašil, padel dol kot mrtev. In lahko doživimo srečanja Boga, lahko doživimo vizije, nadnaravne stvari, Bog nas kliče v to, njemu se je angel prikazal. Tako da Zaharija se je vznemiril, obšel ga je strah. Angel mu je rekel, ne boj se, Zaharija, kaj ti uslišana je tvoja molitev. Tako da Bog noče, da se mi bojimo njega na človeški mesen način in da imamo strah, ker nas v bistvu drži stran od njega. Če imamo božji strah, bomo šli bliže k Bogu, se bomo uravnali z njegovimi potmi, bomo hoteli njegovo voljo in bo Bog višji od vsega v našem življenju. Noče pa, da imamo ta človeški Adamov refleks, ne, da bežimo in se skrivamo pred njim. Tako da ne boj se, uslišana je tvoja molitev. Bog hoče uslišati naše molitve in dostikrat v bistvu ljudje molijo, pa tudi mi sami molimo in sploh ne pričakujemo odgovora na molitev. In v bistvu pol, ko se kaj zgodi, smo pa čisto presenečeni, kako je to možno. Namen molitve je, da so uslišane. Bog hoče uslišati naše molitve. Apostol Janez pravi v prvem pismu, 1. Janezovo pismo 3:19. Potem bomo tudi spoznali, da smo iz resnice in pred njim bomo pomirili svoje srce, če nas srce obsoja. Se pravi, Bog hoče, prva stvar, če hočemo imeti uslišane molitve, je, da imamo mirno srce in da nismo pod obsodbo. Ker dosti je že, da nas sovražnik obsoja, ker je tožnik bratov, je duh tega sveta, ki v bistvu konstantno obtožuje kristjane. Je to čisto dosti, ne rabimo še tega, da nas naše srce obsoja. In Bog hoče najprej, da pomiri naše srca, da smo v miru z njim. Tako da piše, da Bog je večji od našega srca in spoznava vse. In Bog želi, da pomirimo najprej naše srce pred njim. Tudi, če se pregrešimo, če si naredil kaj narobe, če si padel ven, Bog hoče pomiriti tvoje srce. Prideš pred Boga in se uravnaš z njim in se opereš, se spokoriš, se opereš v besedi in v bistvu pomiriš svoje srce pred njim. Tako da včasih je dobro tudi, da počakaš, ni dobro takoj na vrata nositi neki mod, pa neki nasilo probavati, če vidiš, da nimaš miru vse, ampak najprej umiriš svoje srce pred Bogom in pogreš moliti. In pol naprej piše, ljubi, če pa nas naše srce ne obsoja, smo z Bogom zaupni, tako da rabimo to najprej zaupnost z Bogom. In če te bo srce obsojalo, ne boš imel zaupnosti do Boga, ker boš videl samo sebe, to, kar si ti prej rekla, ne, v bistvu moramo dati dol oči sebe in oči na Boga in imeti zaupno srce, moj oče me sliši, moj oče me čaka in zaupam, da bo odgovoril na mojo molitev. In piše, smo z Bogom zaupni, 22. vrstica, in dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč. Tako da Bog hoče, da dobimo to, kar prosimo, ampak pogoj je, da se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč. Tako da pomeni, da živimo po njegovi volji in da imamo njegovo besedo v sebi, ne samo kot črko, ampak kot duha in da ne samo, da poslušamo, ampak da živimo njegovo zapoved. Tako da Jezus je rekel, če živite v meni in moje besede živijo v vas, karkoli boste prosili, boste dobili v mojem imenu. In če gremo nazaj v Luka, se pravi, angel mu je rekel, ne boj se, uslišana je tvoja molitev,
tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina, daj mu ime Janez, v veselje in radosti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Tako da Bog hoče uslišati naše molitve in ko so naše molitve uslišane, to ni samo za nas, ampak piše, mnogi se bodo veselili. Tudi, ko so tvoje molitve uslišane, je to veselje pač ljudi okoli tebe, lahko je veselje v mestu, v naciji. Molitve niso samo za nas, ampak so za druge. Tako da veliko doseže vztrajna molitev pravičnega, prav Jakob. In da primer Elije, ki je v bistvu v molu, ni bilo dežja, 3 leta pa pol in pol je molu in je prišel dež in so bili v bistvu, je bila nacija rešena in blagoslovljena in prišla ven iz suše. Tako da Bog hoče naše molitve uporabiti ne samo za nas, ampak za druge ljudi, za druge generacije. On bo velik pred Gospodom, vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen Svetim duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil k Bogu, k Gospodu njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti, pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo. Tako da Bog hoče, da naše molitve vplivajo na nas, se pravi, da je spreminjeno in nas in druge ljudi in da vplivajo naše molitve na generacije, ki prihajajo za nami. Kako je govoril o sinovih, ki bo Bog obrnil njihova srca nazaj k očetom in očetov k sinovom. Tako da in tudi te molitve bodo ustvarile za Gospoda pripravljeno ljudstvo. Tako da, če hočemo, da se ljudje pripravijo, v bistvu, pripraviti pot Gospodu, moramo moliti za ta narod. Bog hoče ustvariti ta narod, da bo pripravljen za njega. Ni nas brez veze kle postavil, tako da mi smo luč temu narodu. In Janez Krstnik je prišel in rekel, pripravite pot Gospodu, Gospod prihaja v ta narod. Ampak ljudje so toliko ujeti v spone Babilona in tega sistema, v bistvu, da rabijo v bistvu, da rab ta lupina početi zagrinjalo, ker nad njihovimi srci, nad njihovimi mislimi, nad njihovimi očmi. Ko Pavel pravi, če je za koga ta evangelij zakrit, je za te, ki jim je duh tega sveta zaslepil da jim ne zasvet luč veličastva evangelija. Se pravi, je slepota srca, je zagrinjalo, ki ga ljudje nosijo. In določene stvari, v bistvu, ta zagrinjalo lahko samo molitev svetih zlom. In so pač primeri v zgodovini, ko so ljudje se posvetili v molitvi in so pripravili pot Gospodu in so bila cele nacije spremenjene, mesta spremenjena, ko so bila v dosti hujšem stanju, kot recimo tle, ker mi danes živimo. Ampak ljudje so ustrajali, so molili, so klicali Boga in piše, so ustvarjali za Gospoda pripravljeno ljudstvo. Tako da moramo moliti, da ustvarimo Bogu pripravljeno ljudstvo na tem mestu, ko Bog bo prišel dol in v bistvu bo začel klicati ljudi in se bo začel razodevati ljudem. Tako da nima veze, kaj se v naravnem dogaja. Večja, kaj tema, večja je milost Boga in večja, kaj tema, bolj svet, njegova luč. In ko enkrat ena luč ustane in začne svetati, v bistvu se bo to ful videl. In moramo biti ustrajni v molitvi. Bog mehča srca ljudi in tudi mi smo najbolj bili zmoljeni, ne vemo, to bomo šli v nebesi izvedeti, kdo je nas zmolil, da takrat, ko nisi imel pojma, pač kdo si, iz kje si, kam greš, te je zadev žarep od Gospoda in si pač, Bog se te je dotaknil, si se odzval nekomu klicu, nekdo te je zmolil, lahko te je zmolil en iz par generacij nazaj, pa en iz drugega konca sveta, ne vemo tega. Ampak Bog hoče, da molimo, pač, da smo ustrajni v molitvi, da molimo drug za drugega, da molimo za svete in da molimo za ljudi v svetu. Tako da naše molitve so zelo močno orožje. In v bistvu hudič noče, da molimo. In hudič noče, da molimo molitev vere. Tako da moramo verjeti Bogu. Ampak Zaharija, ne glede, da bi žreban, ni čist 100% verjel.
in je rekel angelu, po čem bom to spoznal, jaz sem namreč star in moja žena je v letih. Tako da, a se je on tukaj kaj zlagal? Če gledamo, a je bil on teenager, žena, nista bila mladostnika. V naravnem ni nič narobe rekel. Pač bila sta stara, verjetno sta molila cel življenje, Bog, prosimo te za otroka, za sina, za hči, za potomstvo. Pač on se nič ni zlagal. Angel mu je rekel, jaz sem Gabriel, ki stojim pred Gospodom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile v svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo. Tako da, odkar nas je zadev žreb od Gospoda in smo začeli hoditi z njim dobro, da se strinjamo s tem, kar Bog govori. Tako da, tudi če nismo videli z kakšne obljube, če čakamo že leta, ne vem, desetletja na kaj, dobro je, da se strinjamo s tem, ker piše, angel mi je rekel, najprej se mu je predstavil, jaz sem Gabriel, pač tako mi ime, stojim pred Bogom. In tukaj ti govorim je vesela novica, pač Božja novica je vesela novica, to ni nič slabega, kar ima Bog, kar ti bo oznanil, v kar te kliče, to je vesela novica. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile v svojem času. Se pravi, vsaka Božja beseda ima izpolnjenje v svojem času, vsaka. Ampak je pogojno izpolnjenje, se pravi, je vera. In tukaj ga je, ker nisi verjel, boš onemel in ne boš mogel govoriti. Enkrat smo se mi hecali na Zoom meetingih, teh, ki so bila z Barbaro, sva ugotovila, da tam v teh nastavitvah, če sva midva gostitelja, imava to avtoriteto, da dava koga na mute. In sva rekla, evo, imamo angelsko službo, lahko v bistvu enega utišamo, tako da včasih je dobro, da se damo na mute. Sej ni problem, če se ti v srcu oglašajo dvomi. Jezus je rekel, kaj dvomite, zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Potipite, jaz sem. Sam problem je, če začneš to govoriti. Alo? Problem je, če začneš govoriti kontra temu, kar je Bog rekel. In je dobro v bistvu, da ne govorimo nevere. Bog hoče, da v bistvu verujemo o njegovi besedi. Mi smo verniki, nismo neverniki. Tako da, zadnjič smo na molitvi, je ena sestra je prišla, prvič sem rekla, da je tako videla vizijo, da ljudje prihajajo sem, da bojo prišli, ki imajo dvom napisan na čelu. In pač mi se moramo rešiti dvoma. Ker nekdo je rekel, dvomi svojim dvomom. Ne dvom tu Boga, ampak dvom svojim dvomom. In Bog nas kliče v hojo vere. In je v bistvu odločitev, da se mi odločimo v bistvu, da bom, jaz rečem, jaz bom verjel Bogu, verjel bom njegovi besedi, verjel bom temu, kar je on rekel. Vsa beseda, ki je napisana, ki mi jo Bog govori, vsaka obljuba je da in amen, ni pogojna.